Na svetu obstajajo zapori in ne potrebujejo rešetk, da bi zaprli zapornike, saj je včasih že sama lokacija pravi čuvaj. Zapor, o katerem govorim, so otoki sredi morja, kraji obdani z ledom in gozdovi. Nekateri so obdani s hladno vodo in izjemno vročino. In tudi če prideš iz celice, to še ne pomeni, da si svoboden. Na teh krajih je narava tvoj največji sovražnik. Toda vprašanje je, kje se to nahaja in kako to izgleda. In kdo so ljudje, ki so tukaj zaprti? In zakaj jih tukaj zapirajo? In to bomo izvedeli. Toda preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in naročnino na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 10 je Chateau d'If v Franciji. Na prvi pogled je videti kot navadna stara trdnjava sredi morja blizu Marseille. Vendar pa so po zgodovinskih zapisih Francije to zgradili v 16. stoletju kot vojaško trdnjavo za zaščito mesta pred napadi z morja. Toda sčasoma je vlada opazila nekaj. Zelo težko je pobegniti ali oditi od tu. Obkrožen je namreč z morjem in močnimi valovi. Čeprav lahko z otoka vidiš mesto, to še ne pomeni, da ga lahko dosežeš živ. Zaradi tega so trdnjavo dolga leta uporabljali kot zapor. Tukaj so včasih zapirali politične zapornike, verske zapornike in ljudi, ki jih je vlada želela utišati. In pravijo, da je bilo ravnanje z ljudmi tukaj odvisno od njihovega družbenega položaja. Če si bil bogat, si lahko pristal v boljši sobi na vrhu trdnjave. Tam je bilo malo več zraka in svetlobe. Če pa si bil navaden zapornik, so te običajno dali v spodnje dele. In tam se je začelo pravo trpljenje. Celica je bila temna, ozka in stene so bile vedno mokre, ker je bila blizu morja. Včasih je bila odprtina za zrak zelo majhna, zato so bili nekateri zaporniki tukaj včasih resnično na robu preživetja. Danes je trdnjava turistična atrakcija. Ko pa pogledaš širino morja naokoli, ti takoj postane jasno, zakaj je bilo skoraj nemogoče pobegniti v tistih časih. Ker tudi če znaš plavati, to še ne pomeni, da boš živ prispel do celine. Številka 9 na našem seznamu je Goli otok na Hrvaškem. Če je bil prvi zapor na majhnem otoku s trdnjavo, je naslednji skoraj samo velika skala sredi morja. Tukaj skoraj ni dreves, ni sence in poleti je izjemno vroče. Po zgodovinskih zapisih iz nekdanje Jugoslavije so Goli otok uporabljali kot politični zapor v času hladne vojne, potem ko sta se sprla jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito in sovjetski voditelj Josif Stalin. Veliko ljudi, za katere so sumili, da podpirajo Sovjetsko zvezo, so poslali tja. In po pričevanjih nekdanjih zapornikov, na otoku ni bila težava le fizična stiska. Uničevali so tudi psihozapornikov. Ko je prišel nov zapornik ali novinec, so ga morali peljati mimo vrste drugih zapornikov, medtem ko so ga ti zmerjali, odrivali ali včasih celo pretepli. In če si se uprl, si bil lahko tudi kaznovan. To naj bi počeli zato, da bi zaporniki izgubili zaupanje drug v drugega, da ne bi bilo pravih prijateljstev, nobenih zaveznikov, nikogar, ki bi mu lahko zaupal. Poleg tega so jih silili tudi delati pod žgočim soncem. Ker je na otoku skoraj da ni bilo dreves, je sončna svetloba ves dan neposredno žgala po telesu. Že tako je bilo vroče, poleg tega pa je bila pitna voda omejena. Zato za mnoge nekdanje zapornike tam ni bila utrujena le njihova telesa, tudi njihov in to je še bolj nevarno. Dolgo časa je le malo ljudi vedelo, kaj se v resnici dogaja na otoku. Bile so družine in niso vedele, kje so njihovi sorodniki. Ko se je zapor leta 1989 zaprl, so tam ostale le porušene stavbe in zapuščene strukture. Še danes lahko na otoku vidimo stare zidove, zarjavele železne dele in stavbe, ki jih počasi uničuje čas. In ko to danes pogledaš, si težko predstavljaš, da so tam nekoč ljudje živeli vsak dan, obdani le s kamni, vročino in morjem. Zato v zgodovini zaporov po svetu obstajajo kraji, ki niso postali strašljivi zaradi števila stražarjev ali debeline zidov. Strašljivi so postali zaradi same lokacije, saj je včasih najtežje pobegniti ne iz celice, ampak iz kraja, kjer se nahajaš. Številka 8. Zapor Bastoj na Norveškem. Ko slišiš besedo zapor, verjetno najprej pomisliš na visoke zidove, bodečo žico, oborožene stražarje in celice z železnimi vrati. Toda na Norveškem obstaja zapor, ki je skoraj popolno nasprotje vsega tega, in to je zapor Bastoj. Nahaja se na majhnem otoku v Oslofjordu, nekaj ur oddaljenem od norveške prestolnice. Toda ko vidiš ta kraj, bolj spominja na mirno podeželje kot na zapor.
so drevesa, kmetijska zemljišča, obala in lesene hiše. In po norveškem zaporniškem sistemu tukaj živi več kot 100 zapornikov, vključno z nekaterimi, ki so zagrešili hude zločine. A najbolj presenetljivo je, da skoraj ni visokih zidov naokoli, ni rezilne žice, ni oboroženih stražarjev na vsakem vogalu in veliko zapornikov tukaj živi v preprostih kočah namesto v tradicionalnih celicah. Sami si kuhajo hrano, skrbijo za živali, sadijo rastline in opravljajo različna dela na otoku. Imajo tudi knjižnico, cerkev in savno. In poleti in celo dovolijo plavati v mrzli vodi fjorda. Na prvi pogled se to zdi skoraj neverjetno, kajti za veliko ljudi naj bi bil zapor kraj kazni. Toda Norveška ima drugačno prepričanje glede svojega sistema. Po norveškem pravosodnem sistemu je cilj zapora ne le kaznovati človeka, temveč mu tudi pomagati, da se spremeni, preden se vrne v družbo. To imenujejo restorativna pravičnost. Ideja je, da če se zaporniki ravna bolje in jih naučijo ponovno živeti normalno življenje, je manjša verjetnost, da se bodo po izpustitvi vrnili k zločinu. In po poročilih o zaporu Bastoj je stopnja ponovitve kaznivih dejanj oziroma število nekdanjih zapornikov, ki po izpustitvi ponovno storijo kaznivo dejanje, res nizka v primerjavi z mnogimi državami. A to ne pomeni, da je od tu lahko pobegniti. Ker čeprav ni visokih zidov, je to še vedno otok, obdan z mrzlo vodo, daleč od celine. In po nekaterih poročilih so nekateri že poskušali pobegniti z uporabo čolna ali plavanjem. Ampak večina tega niti ne poskuša več. Ker je za veliko zapornikov njihovo življenje znotraj boljše kot življenje, ki so ga imeli prej zunaj. In to je razlog, zakaj je Bastoj nekaj posebnega. Medtem ko druge zapore po svetu uporabljajo strah in strogo varnost za nadzor nad zaporniki, ta zapor uporablja zaupanje, odgovornost in normalen način življenja. In čeprav se sliši presenetljivo, naj bi to delovalo bolje kot nekatere zapore z visoko varnostjo v drugih državah. Številka 7. Ushuaia zapor v Argentini. Če je zapor Bastoj videti kot miren otok, je naslednji zapor, kot da bi bil na samem koncu sveta, na najbolj južnem delu Južne Amerike, blizu ledenega morja in gorovja Tierra del Fuego. Argentina je nekoč zgradila enega najbolj oddaljenih zaporov na zahodni polobli. To je zapor Ushuaia. Po zgodovinskih zapisih Argentine so začeli graditi zapor v začetku 20. stoletja kot del vladnega načrta, da bi nevarne zločince oddaljili od velikih mest. In res je zelo daleč. Tisoče kilometrov je oddaljen od Buenos Airesa. V tistem času je bilo potovanje počasno in komunikacija je bila omejena. Zato, ko so te poslali sem kot zapornika, si bil skoraj popolnoma odrezan od normalnega sveta. Okolica zapora je bila obdana s hladnimi gorami, gozdovi, ledom in močnimi vetrovi iz Biglovega preliva. Vsako zimo se temperature močno spustijo in pogosto pride do snežnih neviht. Zato, tudi če bi pobegnil iz samega zapora, bi ti narava še vedno predstavljala velik problem. Ker kamorkoli greš, je civilizacija zelo daleč. In okolica je izjemno mrzla. Argentina je v preteklosti prav tako uporabljala zapornike kot delovno silo. Oni so pomagali graditi ceste, sekati les in postavljati nekatere dele mesta Ushuaia. Z drugimi besedami, prav zapor je bil eden od razlogov, zakaj je mesto nastalo na tem območju. Ko se je zapor večal, se je postopoma povečevalo tudi število stražarjev, delavcev in družin, ki so se preselile v njegovo okolico. Sčasoma je Ushuaia postalo pomembno mesto v južni Argentini. Toda pa za zapornike je bilo življenje tam zelo težko. Delo je bilo naporno, zelo mrzlo je bilo in bili so zelo daleč od svojih družin. Takrat je včasih trajalo tedne, preden je pismo ali novica prispela iz drugega kraja. In ker je bilo potovanje drago in težko, je le redko kdo lahko prišel na obisk. Do leta 1947 so zapor zaprli zaradi spremembe kazenskih politik v Argentini in zaradi stanja objekta. Potem so kraj uporabljali kot mornariško postojanko, preden so ga kasneje spremenili v muzej. Še danes so tam vidne stare zaporniške celice, kovinske postelje, ozki hodniki in debele stene, kjer so bili nekoč zaprti zaporniki na skrajnem jugu Južne Amerike. In še danes mnogi Ushuaiu imenujejo konec sveta. Ko prideš na tisti kraj, imaš res občutek, kot da ni več ničesar naprej. Številka 6. Port Arthur v Tasmaniji.
Tam je bila nekoč zaporniška stavba, ki skoraj da ni potrebovala veliko zidov, da bi zadržala zapornike. Ker je že sama lokacija predstavljala pravi varnostni sistem, se Port Arthur nahaja v Tasmaniji v Avstraliji. Ni na ločenem otoku, vendar je skoraj tako, saj je s kopnim povezan le z zelo ozkim pasom zemlje, imenovanim Eagle Hawk Neck. In po zgodovinskih zapisih Avstralije je na najožjem delu ta pas širok le približno 30 metrov. To pomeni, da je to edina glavna pot za izhod. Zato so britanske kolonialne oblasti v 19. stoletju to videli kot popolno mesto za visoko varovano kazensko naselje. Ker če bi nadzorovali tisti majhen prehod, bi bilo skoraj nemogoče, da bi zaporniki pobegnili. In točno to so tudi storili. Po zgodovinskih zapisih so v tistem času na Eagle Hawk Neck postavili vrsto čuvajskih psov. Ti psi so bili privezani na sosednja mesta, da so varovali celotno širino prehoda, še posebej po noči. Zato, če bi kakšen kaznjenec poskušal pobegniti po kopnem, bi moral najprej premagati linijo agresivnih psov. In če bi poskušal pobegniti po vodi, bi bil to še en problem. Morje naokoli je izjemno mrzlo in po takratnih poročilih je veliko ljudi verjelo, da so v morju blizu polotoka tudi morski psi. Čeprav ni bilo jasnih dokazov, da bi oblasti tja namenoma naselile morske pse, sta bila strah in mrzla voda dovolj, da sta večino ljudi odvrnila. Zaradi tega je Port Arthur postal eno najstrožjih zaporniških naselij v Britanskem imperiju. Ko je to še delovalo od leta 1833, so sem pošiljali kaznjence, ki so po prihodu iz Britanije v Avstralijo ponovno zagrešili kaznivo dejanje. Z drugimi besedami, čeprav so bili že prej kriminalci, so zagrešili še en zločin, zato so bili še strožje kaznovani. In ta kraj takrat ni bil majhen. Bila je cerkev, bolnišnica, ladjedelnica in delavnice. In v času svojega vrhunca je bilo v naselju več kot 1000 kaznjencev. Toda najhujši del zapora ni bila le varnost, temveč način, kako so nadzorovali misli zapornikov. Po zgodovinskih poročilih je zapor takrat uporabljal tako imenovani ločeni sistem. To pomeni, da je bil zapornik pogosto sam v celici in jim je bilo prepovedano komunicirati drug z drugim. Ko so jih peljali ven, so jih včasih prisilili, da so nosili kapuco, da niso mogli videti drugih zapornikov. In da jih tudi drugi ne bi videli, so to naredili, da bi uničili komunikacijo in preprečili povezovanje med zaporniki. Niso želeli nadzorovati le telesa, ampak tudi In čeprav je minilo že veliko let, se še vedno pogosto pripoveduje ena zgodba o Port Arthurju. Po starih poročilih naj bi en zapornik izdelal kostum kenguruja iz živalskih kož. Njegov načrt je bil, da se pretvarja, da je prava kenguru, da bi prelisičil čuvajskega psa pri Eagle Hawk Neck. A psi se niso dali pretentati. Zato je bil pobeg hitro neuspešen. Danes je Port Arthur UNESCO-va svetovna dediščina. Psov ni več, kraj je zdaj tih. A vendar so tam še vedno stare zaporniške stavbe, ozke celice Zelda in ozek del Eagle Hawk Neck, ki je bil nekoč eno najtežjih krajev za pobeg v Avstraliji. Številka 5. Zapor Beli Labod v Rusiji. Če je Port Arthur obdan z morjem in ozkimi prehodi, je naslednji zapor obdan z ledom, mrzlim jezerom in ogromnimi gozdovi. Na severnem delu Rusije je zaporniški objekt znan kot Beli Labod. Po poročilih o ruskem kazenskem sistemu so tukaj nameščeni nekateri najbolj nevarni zaporniki v državi. Nahaja se na majhnem otoku sredi jezera, več 100 km od Moskve. In odvisno od letnega časa je edini način, da pridete tja, s čolnom ali po zamrznjeni cesti. Pozimi so temperature na tem območju izjemno nizke. Pravijo, da doseže celo -30 stopinj Celzija. Jezero zmrzne. Okolica je obdana z gostimi gozdovi, kjer skoraj da ni ljudi. Tudi če ti uspe pobegniti iz samega zapora, to še ne pomeni, da si že varen. Ker te na to čakajo izjemen mraz, gozdovi in zelo velika razdalja do civilizacije. Po poročilih o zaporu je tudi sistem znotraj zelo strog. Zaporniki preživijo dolge ure v svojih celicah vsak dan. Gibanje je strogo nadzorovano, obiski družine so prav tako omejeni. Obstajajo tudi poročila, da morajo zaporniki med premikanjem po objektu hoditi sklonjeni z rokami za hrbtom, da bi se izognili neposrednemu stiku z drugimi zaporniki. In po nekaterih razlagah naj bi od tod izhajalo ime Beli Labod, saj naj bi njihova sključena drža med hojo spominjala na vrat laboda. To tudi ni podobno drugim znanim zaporom iz filmov ali dokumentarcev. Tiho stoji sredi mrzle pokrajine v Rusiji. Ni turistične atrakcije, ni dramatične zasnove.
A prav to je razlog, zakaj je kraj tako strašljiv. Ker mu ni treba izgledati strašljivo, dovolj je že njegova lokacija. Jezero je prva ovira, gozd je druga in izjemen mraz v Rusiji je še en razlog, zakaj je tako težko pobegniti od tod. Številka 4. Presidio modelo na Kubi. Obstajajo zapori, ki uporabljajo visoke zidove za nadzor zapornikov. Toda v enem zaporu na Kubi so v preteklosti uporabili drugačen pristop. Niso želeli nadzorovati le telesa zapornikov, temveč tudi njihov Presidio modelo se nahaja na Isla de la Juventud, otoku na jugu Kube. Po zgodovinskih zapisih je bil zgrajen leta 1920 v času vladavine Gerarda Machada in njegova zasnova je bila takoj nekaj posebnega. Namesto običajne pravokotne zaporniške stavbe so jo zgradili kot velike okrogle zgradbe. Na sredini vsake stavbe je bil opazovalni stolp, okoli njega pa so bile razporejene celice. To pomeni, da je iz osrednjega stolpa stražar lahko videl skoraj vse zapornike. Toda težava za zapornike je bila v tem, da niso vedeli, ali jih kdo res opazuje ali ne, ker niso mogli jasno videti, kaj se dogaja v stolpu, in to je bil pravzaprav namen zasnove. To se imenuje panoptikon, koncept, ki ga je prvi razložil angleški filozof Jeremy Bentham. V 18. stoletju je bila ideja zelo preprosta. Ko človek ne ve, ali ga opazujejo, se bo prisiljen obnašati, kot da ga ves čas nekdo nadzira. Zato tudi, če pred tabo ni stražarja, imaš občutek, da si še vedno pod nadzorom. In po mnenju številnih zgodovinarjev je to velik psihološki pritisk za zapornike. Ker se ne borijo samo proti celici, ampak tudi proti lastnim mislim. V času največje uporabe tega zapora so bili tisoči zapornikov zaprti v teh okroglih stavbah. In ker je to na otoku, je tudi pobegniti zelo težko. Celoten kraj je obdan z morjem, kar je še dodatna ovira za zapornike. Eden najbolj znanih zapornikov, tukaj je bil tudi Fidel Castro. Tukaj je bil zaprt po neuspelem napadu na Moncada Barracks leta 1953. In po nekaterih zgodovinskih virih je medtem, ko je bil zaprt v Presidio modelo, nadaljeval z oblikovanjem svojega političnega gibanja, ki je kasneje postalo del kubanske revolucije. In to je ena stvar najbolj ironičnih delov zgodovine tega zapora. Ker je bil zapor zgrajen za nadzor nad nasprotniki vlade, je postal tudi eno od krajev, kjer se je še bolj oblikovala revolucija, ki je kasneje strmoglavila prejšnjo vlado. Ko je prišlo leto 1967, so Presidio modelo zaprli. Še danes nekateri stari objekti stojijo kot zgodovinska mesta na Kubi. In ko vidiš njegovo zasnovo od zgoraj, hitro razumeš, zakaj je ta zapor poseben. Ni bil zgrajen zgolj za zapiranje ljudi. Narejen je bil tako, da so se zaporniki počutili, kot da jih vedno nekdo opazuje, tudi če niso videli nobenega stražarja. Številka 3. Robben Island v Južni Afriki. Če je Presidio modelo strašljiv zaradi psihološkega nadzora, je naslednji zapor strašljiv zaradi izolacije. Na morju blizu Cape Towna je majhen otok, ki so ga stoletja uporabljali kot kraj za zapor. To je Robben Island. V času nizozemskih kolonij, britanske vladavine in apartheidske vlade Južne Afrike so sem poslali veliko ljudi kot zapornike ali izgnance. Sem so spadali politični zaporniki, kriminalci in celo ljudje, ki so bili takrat bolni, na primer gobavci. Toda najbolj znani zapornik, ki je bil tukaj zaprt, je bil Nelson Mandela. Po zgodovinskih zapisih je Mandela prispel na otok Robben leta 1964, potem ko ga je južnoafriška vlada obsodila zaradi dejavnosti proti apartheidskemu režimu. In tam je ostal več let. Njegova celica je bila majhna, na tleh je bila le tanka postelja, imel je majhno okno in preprost vedro, ki ga je uporabljal kot stranišče. Podnevi je delal skupaj z drugimi političnimi zaporniki v kamnolomu Apnenca. Po poročilih o njegovem zaporu je bila svetloba, ki je padala na beli apnenec v kamnolomu, tako močna, da so bile njegove oči sčasoma prizadete. In še ko je bil starejši, je ostal občutljiv na močno svetlobo, na primer na močan blisk fotoaparata. Poleg težkih razmer v zaporu je bila velika težava tudi lokacija otoka. Voda med otokom Robben in celinsko Južno Afriko je mrzla. Tudi tokovi so močni, zato je bilo skoraj nemogoče pobegniti samo s plavanjem. In po zgodovinskih zapisih ni znanega nobenega uspešnega pobega z otoka. Toda za številne zapornike ni bila najtežja le razdalja, temveč občutek, kot da so zelo daleč od svobode. Včasih so s otoka videli celino, a do nje niso mogli priti. In to je eden od razlogov, zakaj je otok Robben postal simbol izolacije v času apartheida.
Po mnogih letih so Nelsona Mandelo premestili v drugo zapor, preden je bil leta 1990 dokončno izpuščen na prostost. In po nekaj letih je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Južne Afrike. Medtem so zapor na otoku Robben sčasoma zaprli in ga spremenili v muzej. Še danes so nekateri nekdanji zaporniki tam včasih turistični vodniki. Tiho pripovedujejo, kaj se je dogajalo na otoku, medtem ko stojijo prav na krajih, kjer so bili nekoč zaprti. Na nekdanjem kamnolomu, kjer je delal Mandela, je danes spominsko obeležje iz kamnov. Kamne so postavili tudi nekdanji zaporniki kot simbol tega, kar so preživeli. In še danes ostaja otok Robben eno najbolj zgodovinskih zaporniških krajev na svetu. Ne zato, ker bi bil največji, ne zato, ker bi bil najsodobnejši, ampak zato, ker je to kraj, kjer so poskušali uničiti upanje mnogih ljudi. Toda za nekatere, kot je Nelson Mandela, se to ni zgodilo. Številka 2. Zapor San Pedro v Boliviji. Nekateri zapori so v gorah, nekateri na otokih, ampak zapor San Pedro v Boliviji je nekaj posebnega. Nahaja se prav v središču La Paza, glavnega mesta Bolivije. Zunaj je okolica povsem običajna, so ceste, trgovine, ljudje, je promet. Ampak za vrati je zapor, ki je kot svoje majhno mesto. Po poročanju BBC Mundo in drugih virov je sistem znotraj San Pedra zelo poseben. Tukaj si zaporniki sami kupijo ali najamejo prostor, kjer bodo bivali. Če ima zapornik denar, ima boljši prostor. Lahko ima svojo sobo, posteljo, kuhinjo in kopalnico. Če pa nima denarja, lahko spi na utesnjenem prostoru, na hodniku ali stopnišču. Zato je v tem zaporu še vedno jasno vidna razlika med bogatimi in revnimi. Nekateri zaporniki imajo več udobja, drugi pa zelo trpijo. In najbolj nenavadno je, da zapora ne vodijo pazniki. Po poročilih policija straži zunaj, znotraj pa imajo zaporniki svoj lasten sistem. Imajo svoje vodje, imajo svoja pravila, obstajajo plačila, imajo svoj način reševanja težav. Kot da bi bila znotraj zapora neka vas. Ampak to je še vedno zapor. In ker primanjkuje podpornega sistema, v zaporu živijo tudi nekatere družine. Po poročilih so včasih v San Pedru z zaprtimi starši živeli tudi otroci. Zjutraj so nekateri otroci hodili v šolo, potem so se vračali v zapor, ker je tam živela njihova družina. Za druge ljudi je to presenetljivo. Zakaj so otroci v zaporu? Toda po poročilih je situacija težka. Če otroka ločijo od staršev, kdo bo skrbel zanj? Če pa otroka pustijo v zaporu, tudi to ni dobro okolje. Zato je to v Boliviji postalo velik problem. To ni preprosta zgodba o zaporu. To je tudi zgodba o revščini, družini in sistemu, ki nima dovolj podpore. Obstaja še en razlog, zakaj je San Pedro poseben. Nahaja se zelo visoko. La Paz je v visokogorskem delu Bolivije, več kot 3600 metrov nadmorske višine. Če nisi navajen take višine, se lahko hitro zadihaš. Lahko te začne boleti glava. Hitro se lahko utrudiš. Zato je za zapornike, ki prihajajo iz nižjih krajev, že sam zrak dodatna težava. Včasih je bil San Pedro celo priljubljen med nekaterimi turisti. Po poročanju The Guardiana in drugih virov so včasih tuji turisti prihajali v zapor na oglede. Nekaterim zapornikom so plačali, da so jim pokazali notranjost. A vendar je vlada to kasneje preprečila, ker je bilo nevarno in je takšna oblika zaporniškega turizma dajala napačen vtis. Zapor San Pedro ni strašljiv, zato ker je na koncu sveta. Strašljiv je, ker je sredi mesta. Toda znotraj je življenje kot v drugem svetu. Tam si moraš kupiti prostor za bivanje. Moraš se prilagoditi lastnemu sistemu zapornikov. In če si reven, ti bo še težje. Številka 1. Zapori Črni delfin v Rusiji. Če je San Pedro kot zapor, ki je postal majhno mesto, je Črni delfin ravno nasprotje. Tukaj je skoraj vsak gib zapornika nadzorovan. Zapor Črni delfin se nahaja v Solilecku v Rusiji blizu meje s Kazahstanom. Po podatkih National Geographica in drugih poročilih o tem zaporu so tukaj nameščeni nekateri najnevarnejši zaporniki v Rusiji. Mnogi med njimi imajo dosmrtno kazen. To pomeni, da obstaja velika verjetnost, da bodo tam preživeli vse svoje življenje. Že samo območje je težko. Zapor stoji na široki in skoraj ravni stepi. Poleti je izjemno vroče, po zimi pa izjemno mrzlo. Zato tudi če komu uspe pobegniti iz stavbe, to še ne pomeni, da je varen, kajti zunaj je daleč do kakršnekoli destinacije. Zemlja je obsežna, vreme je mrzlo ali vroče in skoraj da nikam hitro pobegniti. A vendar je najhujše v Črnem delfinu sistem znotraj.
Po poročilih so zaporniki skoraj ves dan strogo nadzorovani. Ko jih peljejo iz celice, jih pogosto prisilijo, da se sklonijo, medtem ko jim stražarji držijo roke. Včasih jim celo prekrijejo oči, da si ne bi mogli zapomniti razporeditve zapora. To počnejo zato, da jim otežijo načrtovanje pobega. Tudi znotraj celice je gibanje strogo nadzorovano. Ne morejo se gibati kadarkoli si zaželijo, obstaja nadzor, obstajajo pravila in stražarji so vedno na preži. Zato imaš tukaj občutek, da ni zaprto samo tvoje telo, tudi tvoj je ves čas na preži. Zapor je dobilo ime Črni delfin zaradi kipa črnega delfina, ki ga je domnevno izdelal eden od zapornikov. To je nenavadno, saj je tukaj izjemno strogo in skoraj da ni prostora. Za osebno izražanje je tam nekaj, kar ni bilo narejeno po ukazu sistema, ampak zato, ker je to naredil neki zapornik. Ampak tudi če je znotraj kip delfina, to ne spremeni pravega videza življenja tam. Črni delfin je zapor za ljudi, ki skoraj nimajo več upanja, da bodo kdaj izpuščeni. To ni turistična znamenitost. To ni kraj druge priložnosti kot nekateri drugi zaporniški sistemi. To je kraj narejen zato, da omejuje zapornike pri vsakem njihovem gibu. V San Pedru je zapor kot kaotično mesto znotraj mesta. V Črnem delfinu pa je zapor kot stroj za nadzor sredi prostranega in hladnega območja. Zelo različno izgledajo, a vendar oba kažeta na eno stvar. Obstajajo zapori, ki niso le o zidovih. Včasih je pravi zapor sistem znotraj.